Številni veleposlaniki in ekonomski svetniki akreditirani v Sloveniji so se udeležili tradicionalnega srečanja s slovenskimi gospodarstveniki v organizaciji Centra za mednarodno poslovanje. Slovensko gospodarstvo dobro izkorišča priložnosti, ki globalizacija ponuja in se to pretaplja potem tudi v boljšo kakovost življenja v Sloveniji. Januarja so se prvič sestali člani Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje, ki ga je imenoval Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije na svoji 17. seji v decembru 2018. Vsi smo se strinjali, da zastarel sistem plačni je preživel, da ga je treba prilagoditi evropskemu, da bo bolj primerljiv in da je treba strukturo plače v Sloveniji tudi spremeniti. Več kot 170 udeležencev se je udeležilo predstavitve prakse oblikovanja in potrjevanja cen, ki so se izoblikovale v času veljavnosti uredbe za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ali na kratko uredbe MEDO. Dogodek je pripravila GZS Zbornica komunalnega gospodarstva. In nazadnje smo ugotovili tudi, da je za kvalitetno oblikovanje cen komunalnih storitev oziroma storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja izredno pomembno dobro sodelovanje med izvajalcem javne službe in pa med občinsko upravo. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je že 19. slovesno podelila zlata priznanja za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva, testenin, keksov ter svežih slaščic v letu 2019. Zlato priznanje je prejelo 92 vrst kruhov, 25 vrst pekovskega peciva, 21 vrst finega pekovskega peciva, 10 vrst testenin, 6 vrst slaščic in 2 vrsti piškotov. Zelo pozitivno vzdušje, veliko zadovoljnih predstavnikov podjetij in upamo tudi na veliko število zadovoljnih kupcev. Gospodarska zbornica Slovenije je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor v okviru projekta Moveko organizirala mednarodni forum, na katerem so udeleženci razpravljali o tem, ali potrebujemo dodaten organ, tako imenovani clearing house, za nadzor nad izvajanjem obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalcev. Kolikor bo Slovenija določila eno družbo, eno shemo, eno tako organizacijo za posamezen tok, potem ne bo potrebovala clearing housea, tega koordinacijskega telesa. Tokratni izobraževalni seminar Hitre akademije digitalnega marketinga, organizirane v okviru IKT horizontalne mreže, je bil posvečen načinom izboljšave uporabniške izkušnje in optimizaciji razvoja spletnih strani in aplikacij. Dobra uporabniška izkušnja je danes ena ključna konkurenčna prednost najboljših svetovnih podjetij. Najbolj uspešne spletne strani, kot so eBay, Amazon, niso ravno cvet lepote, vendar pa nudijo odlično uporabniško izkušnjo in slovenska podjetja imajo tukaj še veliko prostora za izboljšavo.